Pozdravljeni, smo Ranja, Ana in Anja in danes bomo predstavili našo raziskovalno nalogo naslovom tveganje vsakdanje uporabe kozmetičnih izdelkov na področju zdravstva. Z našo raziskovalno nalogo želimo ljudi seznaniti s škodljivimi sestavinami, ki so prisotne v vsakdanjih kremah, ki so primerne za vsakdanjo uporabo, želimo pa tudi razširiti lastno znanje in pridobiti izkušnje za prihodnost. Za začetkom raziskovalne naloge smo imeli 3 hipoteze. Prva hipoteza je bila, da lekarniške kreme in naravne kreme vsebujejo manj škodljivih snovi kot drogerijske kreme. Druga hipoteza je bila, da vsaka krema vsebuje vsaj eno škodljivo snov. In tretja, da kreme za občutljivejše tipe kože vsebujejo manj škodljivih snovi kot ostale kreme. V naših testerjih so se večkrat pojavile naslednje sestavine: parabeni, glicerin, alkohol, parfumi, citronska kislina, mineralno olje in polimeri. S pomočjo spleta in literature smo ugotovili, zakaj te sestavine sploh dodajajo kremam in ali lahko te sestavine škodujejo našemu zdravju ali celo povzročajo razvoj in nastajanje rakavih celic. Pred raziskovanjem smo morali izbrati čim več testerjev. S pomočjo naših staršev smo izbrali 33. Razdelili smo jih v 3 skupine: lekarniške kreme, drogerijske kreme in naravna kozmetika. Raziskovanja smo se lotile tako, da smo prebirale hrbtne strani embalaže in sestavine vpisovale v tabelo. Če je pod sestavino napisana številka 1, pomeni, da je prisotna v kremi, če pa številka 0, pa pomeni, da ni prisotna v kremi. Zdaj pa si lahko to malo ogledate. Opravili smo tudi poskus, pri katerem smo preizkusili, katere kreme vsebujejo več vlage ali maščobe. Na filtrirnih papir smo nanesli pike s premerom 5 mm in jih pustili stati za približno 1 uro. V minulem času smo spet izmerili premer pik in videli, da so se nekatere povečale zaradi tega, ker so izpustile svojo maščobo. V tistem času je tudi vlaga izparela. In pri tem poskusu nismo uporabili vlažnih krem zaradi tega, ker so vsebovale več vlage kot ostale kreme. Po raziskovanju so se potrdile vse naše hipoteze. Ugotovili smo, da so nekatere sestavine, kot so na primer parabeni in mineralno olje, lahko škodljive zdravju. Mineralno olje pa lahko celo povzroča razvijanje rakavih celic. Sestavine, kot so glicerin, citronska kislina, olja in polimeri, zelo niso škodljiva. Za nekatere, kot so alkohol in parfumi, pa ne moremo točno določiti. Saj alkohol delimo na dobre in slabe alkohole, kar pomeni, da eni dokazano škodujejo zdravju, drugi pa ne. Parfumi pa so skrivnost, kar pomeni, da proizvajalci niso zavezani k razkritju njihovih sestavin. Naš eksperiment so najbolje prestale kreme znamke Nux, kar pomeni, da nobena ni pustila maščobe na papirju. Najslabše sta poskus predstavile kreme znamk Vichy in La Roche-Posay, saj je več kot polovica testerjev pustila maščobo na papirju. Hvala za pozornost. Hvala za pozornost. Zdaj pa, če ima kdo še kako vprašanje, ne nima okej.